biologije človeškega telesa v primeru Deadpoola niso ignorirali, ampak so jo celovito in zavestno spremenili v parodijo. Ne samo malo, ne samo, da je kakšna poškodba neverjetna, ampak klasična biologija pri njemu enostavno ne obstaja. On ima izjemno sposobnost regeneracije, sposoben je celo regeneracije odtrganih udov, v resničnem življenju zmoreta to močerati in aksolotl. Povprečen protagonist v takih filmih ima nekje 14 litrov krvi, pa 2 vranice, ke mu kar naprej proizvajajo novo. Jaz sem Jan Pipan in pripravil sem predavanje o poškodbah in okrevanju v fantaziji. Ne bom se striktno držal samo fantazije, bom še malo posegel v sci-fi, v superjunake in vse, kar spada zraven, ampak pač naslov mora biti kratek. Tako, nekaj o meni. Profesionalno sem fizioterapevt, delam na Soči, na Rehabilitacijskem inštitutu, na oddelku za rehabilitacijo po poškodbah in boleznih perifernega živčevja in mišično-skeletnega sistema, tako grozno dolgo ime. V prostem času sem tudi visokošolski učitelj na študiju fizioterapije. Tako da danes prehajam iz resnih strokovnih predavanj v tacga malo bolj ljudskega, upam, da tudi malo bolj zabavnega. Sem tudi ljubitelj fantazijskih filmov in literature. Po svoji pač stroki sem poznavalec poškodb, okrevanja in predvsem procesa rehabilitacije. Kaj je to rehabilitacija? Malo teorije pa vseeno za začetek mora biti. Rehabilitacija je običajno dolgotrajen proces. Se pravi, ni stvar, ki se zgodi v nekaj minutah, kot je to ponavadi v filmih, ampak v resnici lahko traja več tednov, mesecev ali celo let. Fizioterapija je eden od pomembnih elementov rehabilitacije. Zraven so seveda še delovna terapija, psihološka obravnava, proces vračanja na delo in vse, kar imajo zraven za narediti zdravniki. Jaz v službi paciente vsak dan spodbujam, da telovadijo, jih po hodnikih in stopnicah vlečem za gate, poslušam o vseh njihovih prigodah iz bližnje in daljne preteklosti in podobno. Če se je kdo med vami kdaj blažje ali pa resnejše poškodoval, verjetno že sam dobro ve, koliko časa rehabilitacija traja in koliko truda v resnici zahteva, da se vrneš nazaj v stanje pred poškodbo, da si spet zmožen običajnih dnevnih aktivnosti, pa tudi kaj resnejšega športanja. V filmih po drugi strani zadeve delujejo povsem drugače. Vzrokov za hujše poškodbe je v filmih mnogo več kot v resnici. V resnici se ponavadi srečujemo s poškodbami, ki so nastale v raznih prometnih, delovnih, športnih nesrečah, zaradi mogoče opeklin, padcev, pri starejših tudi čisto nedolžnih padcev iz stojne višine. V filmih pa imamo vzrokov za poškodbe precej več. Pogosti so padci zelo velike višine, še bolj pogosti so neposredni udarci, poškodbe zaradi padajočih, letečih predmetov, ugrizi raznih običajnih in manj običajnih živali ali pa tudi pošasti, različno močne eksplozije, ogenj bilo kakšnega izvora, sevanja, žarki, svetloba, laserji, rezi ali vbodi,
delovanja nevidne sile, ustvarjene supermočjo in poškodbe povzročene z magijo. S tole zadnjo se jaz danes ne bom ukvarjal, ker v to področje moje znanje žal ne seže še. Ostale pa upam, da sem malo zajel v primere, ki bodo sledili v drugem delu predavanja. Zakaj je regeneracija in okrevanje v filmih hitrejša? Seveda uporabljajo za zdravljenje sodobnejšo tehnologijo, ker si to pač v filmu seveda lahko privoščijo. Na tej sliki za ljubitelje starejših filmov imamo Luka Skywalkerja v Bacta tanku. To je bil en tak filmski prizor, ki je malo spremenil pristop k zdravljenju v filmih. Od takrat naprej, od tega filma naprej, se je v številnih filmih pojavilo zdravljenje v neki zdravilni tekočini, v komori z neko zdravilno tekočino. Niso si oni tega izmislili, to je bilo že prej v nekaterih zgodovinsko manj pomembnih filmih, ampak in tudi v raznih stripih in knjigah že v 30. in 50. letih, ampak od tega prizora naprej je to postal reden del zdravljenja v sci-fiju in filmih o superjunakih. Drugi vzrok, zakaj lahko regeneracija poteka hitreje, so supermoči naših junakov, ki jim omogočajo hitrejše ali pa izredno hitro okrevanje. Nekateri posledic poškodb ne čutijo že po nekaj minutah ali pa celo nekaj sekundah. Zdravljenje z magijo v fantaziju in drugih filmih imamo pogosto junake, ki svojo magijo zdravijo druge in tako bistveno pospešijo ali sploh omogočijo preživetje poškodovanim. Tempo zgodbe, ki je v teh filmih in serijah ponavadi zelo hiter, seveda ne omogoča, da bi se prikazalo celotno zdravljenje, rehabilitacijo in čas okrevanja, z nekaterimi izjemami, kjer tega vsaj nekaj vidimo. Pol je pa tukaj še v ozadju ta cel koncept hollywoodske biologije. To je pa vključuje precej enih dejavnikov, ki so pač pomembni z filmskega vidika in na katerega je Hollywood filmsko publiko navadil. In se tega že dolga leta držijo in upoštevajo in tako. Eno je sam tempo zgodbe, se pravi zgodba zaradi tega se ne sme upočasniti, junak mora ostati polno funkcionalen, ne sme izgubiti svojih sposobnosti, ne sme izgubiti teh lastnosti, zaradi katerih je publiki zanimiv. Vizualna podoba filma je seveda izpostavljena pred realizmom, se pravi tudi zaceljene poškodbe ne smejo biti prav pretirano vidne, ne smejo kaziti podobe tistega superjunaka, ki je tudi vizualno idealen. Občinstvo si seveda želi, da je njihov superjunak neuničljiv, da ga nobena poškodba ali kakšna druga ovira pri temu ne upočasnjuje. Realistična medicina je pogosto depresivna, rezultati niso zmeraj v skladu z željami, tako da v takih filmih tega ustvarjalci tudi zagotovo ne želijo. In še en vzrok, seveda, da so se skozi leta gledalci tega navadili in nikakor ne pogrešajo bolj realističnega prikaza poškodb in okrevanja po njih. Oziroma bi verjetno marsikoga odvrnilo od gledanja filmov, tega pa si na račun gledanosti vsekakor tudi ne želijo. Na kratko sem se sprehodil skozi pravila
filmskih poškodb. Protagonista krvavitev ne ovira. Povprečen protagonist v takih filmih ima nekje 14 litrov krvi, pa 2 vranice, ki mu kar naprej proizvajajo novo. Tako da izguba velike količine še ne pomeni, da bo nezmožen za boj, za tek, za skakanje in za vse, kar more v svoji vlogi početi. Ne izgubi zavesti, ne omedli, ni zmeden zaradi krvavitve in skoraj nikoli ne zapadejo v stanje šoka. Kaj bi bilo ob masivni krvavitvi v resnici? Zmedenost, utrujenost, kar hitra izguba zavesti in brez nekega hitrega, ustreznega reševanja huda življenjska ogroženost. Druga poškodba, ki jo filmi obravnavajo na zelo poseben način, je pretres možganov. Pretres možganov je v filmih pogosto ena taka dobra priložnost za power nap. Po kratkem dremežu v nezavesti se protagonist zbudi in je takoj pripravljen za nadaljevanje akcije, za boj, za vse zahtevne naloge, ki ga čakajo v resnici. Pretres možganov spremlja slabost, zmedenost, obstaja verjetnost za možgansko krvavitev in tudi precej blag pretres možganov zahteva vsaj nekajdnevni počitek za popolno okrevanje. Rana zašita, težava odpravljena. Se pravi, nekaj malo rečejo, malo bo zabolelo ali pa kaj podobnega in na živo zašijejo kar na terenu rano. Posledice te rane potem v trenutku ni več. Se pravi, ni več krvavitve, ni več bolečin. Ta poškodba protagonista pri nobeni stvari ne ovira več. Kako je v resnici? Šivi rano v resnici samo zaprejo, celjenje se s tem šele omogoči. Je pa to potem proces, ki seveda glede na velikost, glede na globino, glede na mehaniko nastanka rane traja od v najboljšem primeru nekaj dni pa do nekaj tednov. Šivi ne odpravijo globljih poškodb, če so bile seveda prisotne. Šivi, narejeni na terenu, brez nekega sterilnega okolja, predstavljajo zelo veliko možnost za infekcijo, se pravi za vnos bakterij in raznih drugih nečistoč. Nekatere rane, ki jih v filmih na terenu na hitro zašijejo, pa so v resnici tako globoke in tako obsežne, da bi potrebovale pravo kirurško zdravljenje. Zlomljena rebra, kaj je že to? To je pa ena od poškodb, ki je v tem kontekstu filmskem najbolj pogosto močno podcenjena. Pri močnih udarcih, sunkih ob eksplozijah, padcih se kdaj v filmih in serijah celo vidi ali sliši, da je prišlo do zloma reber. Kljub temu to poškodovanih prav preveč ne zaustavi. Mogoče se malo primejo, malo se držijo, da jih boli, ampak zelo hitro že tečejo, skačejo in se borijo. V resnici je zlom reber ena od najbolj bolečih poškodb na telesu. Bolečine po zlomu trajajo lahko tudi več tednov, tudi ko je zlom že zaceljen, rebra lahko še več mesecev bolijo. Pri obsežnih poškodbah je velika verjetnost poškodbe pljuč, kar bi zagotovo onemogočilo nadaljnjo gibanje, z izjemo Petre Majdič na olimpijskih igrah, ki je dobila medaljo, ampak ja, smo že skoraj v filmski zgodbi.
Okužbe in infekcije v filmih ponavadi ne obstajajo. Umazani meči, kanalizacije, reke, umazane, na hitro narejene preveze, odprte rane se skoraj nikoli ne okužijo. V resnici so rane zelo dovzetne za infekcijo, tudi v precej bolj čistem okolju kot takem, kot ga imamo v teh filmih. Lahko vodijo v infekcijo na lokalnem področju ali pa sistemsko v sepso, kar že predstavlja hudo življenjsko ogroženost in zahteva kompleksno dolgotrajno zdravljenje. Tako, pripravil sem nekaj primerov filmskih poškodb. Rabil bom malo vašega sodelovanja pri ugibanju, za koga gre. Nisem dal prav dosti namigov, da ne bo prelahko, mogoče bom s kakšnim pomagal, če ne bo šlo. Okej, gremo na naš prvi primer. Napad starke z nožem, več vbodov v trebuh, plavanje v kanalizacijskem jarku, hodi in teče naprej. O kom je govora? Arja, dobro. Ta se mi zdi, da je bil kar lahek primer za tako publiko, kot je tukaj. Se opravičujem, če bo pri kakšnem od filmčkov predvajalo reklamo, se bom potrudil. Sweet girl. No. Tako. 6. sezona, 7. epizoda. Kaj smo videli? Številne vbode v trebuh, veliko izgubo krvi, jo vidimo tudi potem, ko pade v vodo, ko se naredi cel madež iz krvi. Torej pade v ta kanalizacijski jarek, kasneje izplava na stopnice, beži po mestu, teče in se po taki res osnovni oskrbi lahko že bori naprej. Glede na to, da ja, glede na to, da govorimo o protagonistki, ki nima izrazito vidnih supermoči, ima bolj take na simbolični ravni, je scena prava medicinska katastrofa, ker lahko nanjo gledamo, kot da bi tako poškodbo utrpel, recimo dobro pripravljen navaden človek. Možne poškodbe: črevesje, vranica, jetra, velike žile v trebušni votlini, predrta trebušna stena, poškodovane trebušne mišice. Okužbe odprtih ran z različnimi bakterijami, ki jih v kanalizaciji seveda kar mrgoli. Možne posledice bi bile lahko obsežne notranje in zunanje krvavitve. Če bi prišlo do poškodbe ene od velikih žil v trebuhu, bi lahko prišlo do zelo hitre izkrvavitve v nekaj minutah. Peritonitis, sepsa, septični šok zaradi okužbe z bakterijami, sploh glede na to, da smo v svetu brez antibiotikov. Kako bi okrevanje po taki poškodbi potekalo v resničnem svetu? Potrebno bi bilo res hitro in urgentno reševanje, kjer bi uspešno zaustavili krvavitve, sledila bi hitra kirurška intervencija, kjer bi se zaustavilo notranje krvavitve, rekonstruiralo poškodbe notranjih organov in žil in verjetno bi bila potrebna tudi več izpiranj trebušne votline z raznimi antibiotičnimi in drugimi mešancami za borbo s temi bakterijami, ki bi se vnesle pri poškodbah. Obstajala bi velika verjetnost za infekcijo ali sepso, se pravi, bi bilo potrebno intenzivno
zdravljenje z antibiotiki, ki bi trajalo tudi dlje časa. Potrebno bi bilo dolgotrajno ležanje, brez kakršnega koli gibanja, in če bi se tako zdravljenje uspešno izteklo, bi sledila rehabilitacija, kjer bi bilo treba pacientko ponovno spraviti pokonci, aktivirati, začeti krepiti mišice, trebušne stene in počasi prehajati v vsakodnevne in pozneje zahtevnejše aktivnosti. Če bi kakšen od organov utrpel hujšo poškodbo, bi bilo lahko to onemogočeno tudi za dlje časa, da bi se to res dobro zacelilo. Tako. Naš drugi primer. Pretep na plaži se ni ravno dobro končal. Imeli smo več zlomov in krvavitev in sledilo je za film oziroma serijo kar dolgo okrevanje. O kom govorim? Ja, tako, govorim o veščacu, Geraltu. Tako, prizor. Do? No. The denouement that draws the play, Sem hotel preideti kar na uni del, or is kjer it se fate? poškodbe zgodijo, ampak No way me malo ne out. pusti. I'm glad to hear it. That means there's only one way in. And you'll never reach it. You like Jaz ne morem predstaviti staff. tja, ker je že naloženo. know what the hardest Yeah. part was? Holding. Hiding my real skills. Exasperating. Today I hold back no more. Dotle mu je še šlo. Tako, I slišite, could smash rebra your so brain out popokala, through your ears. ne vidimo točno, če ga je zraven še malo zabodel ali ne. Tukaj je dobro po rebrih še po zadnji Make a strani. friend of this pain, Geralt of Rivia. Today, Tako, stegnenica, you odprti begin zlom. your new life. As my warning to the continent! This was supposed to be a lesson. Evo ga, tako. Slišimo poškodbo v predelu križa, v predelu ledvene hrbtenice You mistook the stars reflected on the pond at night. in po tej For se the samo sky. še I shall see you later. One day, perhaps. zgrudi. Tako, poškodbe, ki smo jih zagotovo videli v posnetku, so zlom reber na več mestih,
Poškodba roke, komolca že tam takoj na začetku na plaži, ko je meč še cel. Odprti zlom stegnenice in poškodba spodnjega dela hrbtenice. Verjetno tudi notranje krvavitve v trebušni votlini, ker večkrat izpljune kri. Sledi na koncu še izguba zavesti, brez nekega izrazitega udarca v glavo, vsaj ne s to palico, ampak v bistvu samo s silo, z magijo. Tako, s plaže je bil rešen, v seriji na en način, v knjigi na drug, in prestavljen na zdravljenje k driadam v Brokilon. Tudi tukaj pa je ta primer, ko celo serija, knjiga pa še malo bolj podrobno nakaže, da je zdravljenje trajalo dlje časa. Nikjer ni točno povedano koliko, ampak glede na potek se vidi, da je trajalo več mesecev. Najprej samo leži in ne more hoditi, se pravi, je samo v oskrbi. Potem vstane in se uči najprej čisto normalnega gibanja, šepa, pri hoji ima bolečine, ne more se niti popolnoma vzravnati na začetku. Sčasoma mu te običajno gibanje steče in se z bolečinami začne pripravljati tudi na bojevanje. V tem delu v bistvu dobro vidimo, da ga ti prvi poskusi tega gibanja, potrebnega za bojevanje, res bolijo, da je zaradi tega tudi precej pod stresom, tako kot je to v rehabilitaciji v resnici. Še dolgo čuti bolečine in šepa, v seriji je to prikazano še nekaj časa po tej poškodbi, v knjigi malo dlje, v knjigi tudi ena od čarovnic zadevo komentira, da se mu poškodba še kar pozna, precej pozneje. Tako da tukaj lahko vidimo, da ni šlo za tipično filmsko okrevanje, se pravi, da bi že v naslednjem prizoru lahko normalno funkcioniral, da bi mu dali za spiti nek napoj ali pa da bi ena čarovnica nad njim izvedla urok in bi bil takoj pripravljen za nadaljevanje akcije, ampak se je skoraj pravilno rehabilitiral. Vseeno pa moram imeti še nekaj pripomb, kako bi to zdravljenje potekalo v resničnem svetu, seveda. Poškodba je lahko življenjsko ogrožajoča in tudi tukaj je potrebno hitro reševanje, sploh če so bile prisotne notranje krvavitve. Tudi odprti zlom stegnenice je kar huda poškodba, ker tudi v tem predelu na nogi so prisotne velike žile in so lahko tudi obsežne krvavitve, iz katerih se lahko tudi izkrvavi. Potrebna bi bila kirurška oskrba zlomov in notranjih krvavitev. Najmanj tega zloma na stegnenici bi bilo zagotovo treba zdraviti kirurško, pri vretencih pa odvisno od tega, kako hude poškodbe bi bile, ali bi bilo treba samo odležati, da se zaceli, ali pa bi tudi kirurgi mogli opraviti svoj del. Tudi tukaj bi bila nevarnost zapletov zaradi okužb pri večjih ranah, sploh pa pri odprtem zlomu. Odprti zlomi so ponavadi zelo dovzetni za okužbe in njihovo zdravljenje lahko traja še enkrat toliko kot običajno zdravljenje zaprtega zloma. Ko bi se vse v večji meri zacelilo, bi lahko s takim pacientom začeli z rehabilitacijo. Že v času celjenja bi fizioterapevti lahko z njim izvajali različne vaje
ležal v postelji, mu pomagali pri posedanju, delali kakšne vaje sede in ga naučili hoje s pripomočki, ko na zlomljeno nogo še ne bi smel stopiti, in če bi hrbtenica to omogočala, bi lahko hodil s hoduljo, kar pa je v rokah kar močen dečko, bi verjetno lahko hitro začel hoditi tudi z berglami. Pomembno bi bilo učenje pravilnega vzorca hoje, se pravi, da bi na pravi način polagal poškodovano nogo na tla, da bi ohranil pravilen vzorec hoje nekje odzadaj v možganih, da bi potem, ko bi bilo na nogo dovoljeno stopiti, lahko začel s čim bolj pravilno hojo, ne pa s tako šepajočo, kot je v seriji. Vračanje v vsakodnevne aktivnosti, se pravi v neko normalno, samostojno življenje po takih poškodbah, optimistično 2 meseca plus, če rečemo, da je to on v resnici ni mlad, ampak je pa v formi običajnega mladeniča iz človeške vrste, bi celjenje kosti trajalo približno 2 meseca, ker govorimo o velikih kosteh, in bi takrat lahko počasi začel z običajnimi življenjskimi aktivnostmi, brez nekih pretirano velikih omejitev. Seveda, če je zlom hrbtenice res zaceljen, če bi ga to omejevalo, se mogoče še več mesecev ne bi smel sklanjati. Vračanje v šport in redno vadbo pa optimistično rečeno več kot 6 mesecev od poškodbe. Vemo, športniki, ki so utrpeli zlom ene od velikih kosti, še lahko približno po takem času začnejo vračati v proces treninga. Za vračanje na tekme, kjer prihaja do kontakta. Gospod Veščec pa je precej v kontaktu. Lahko traja tudi cela sezona oziroma skoraj celo leto. Glede na obsežnost poškodb bi v resnici obstajala precej velika verjetnost za trajne posledice. Trajne posledice bi lahko pustile poškodbe, predvsem poškodbe hrbtenice. Če bi prišlo do poškodbe kakšnega živca, če bi bile poškodbe vretenc obsežnejše, bi lahko prišlo do, če sploh pri poškodbi živcev, do omrtvičenja nekaterih mišic in njihovega nedelovanja, kar bi pa tudi, če bi bil živec samo poškodovan in ne popolnoma prekinjen, rehabilitacijo zavleklo za več dodatnih mesecev, da bi se ta proces normalno izpeljal. Tako, čaka nas naslednji primer. Odsekana dlan med bojem, popolnoma brez krvavitve, hitra, visokotehnološka rehabilitacija. Star Wars, tako. There is no escape. Don't make me destroy you. In rehabilitacija. Ki jo je izvedel Robotek. Kitajci obljubljajo, da bo to v resnici mogoče že v nekaj letih. Oni že imajo robota, ki se vozi okrog posle bolniške in razgibava pacienta. Na sejmih z tega področja to že predstavljajo. Pa poglejmo. Odsekana dlan v boju z Darthom Vaderjem, popolnoma brez krvavitve. Verjetno je to zaradi tega, ker lightsaber svojo energijo že izvede popolno kavterizacijo rane, se pravi, zaustavi krvavitev. Vidimo njegov šok predvsem nad izgubo roke, ostane pri zavesti, sicer ne reagira takoj, ampak če bi gledali film naprej, bi videli, da pol uspešno pobegne.
V nadaljevanju zelo hitro dobi protezo. To protezo se nauči uporabljati brez kakršnih koli zapletov. Roko potem s protezo uporablja, kot da se ni nič zgodilo. Ta roka je polno funkcionalna. Prikazan je del oskrbe in rehabilitacije, sicer v taki dolžini, kot smo jo zdaj videli, in še v enem drugem takem kratkem prizoru, ampak je pa prikazan, tako da filmu, ki ima že res nekaj let, gre kar začestitati za tako stvar. Se pravi, rehabilitacija je boljša kot praktično kjerkoli v fantasyju, mogoče razen v našem prejšnjem primeru. Seveda gre s tem za prikaz zelo napredne tehnologije, kakršno si pač vsi želimo, da bi jo imeli na voljo v rehabilitaciji za uporabo. Upam, da bom v času svoje aktivne kariere v rehabilitaciji tudi kaj takega lahko videl. Tukaj sem naredil malo primerjave med realnim in filmskim. V realnem amputacija roke res ob ustrezni oskrbi seveda ni življenjsko ogrožajoča poškodba, razen če seveda pomoči ni na voljo in bi tak pacient izkrvavel. Realno je v filmu prikazana oskrba roke, seveda z uporabo in proteze in tudi z učenjem njene uporabe. Filmsko je to, da je vse skupaj poteka skoraj brez bolečin. Mogoče bolečina je ob tem prvem kriku, koliko je ta krik od bolečine, koliko zaradi šoka nad izgubo roke, ne moremo vedeti. Filmsko je seveda tudi, da je ta proteza izredno napredna. Ima popolno fino motoriko, se pravi vse prste, vse členke na prstih lahko premika popolnoma normalno, kot da bi šlo za njegovo pravo roko. Videti je tudi, da prek te proteze zaznava občutke, kar verjetno v resnici s protezo ne bo nikoli mogoče, vsaj ne v taki meri, da bi bilo kolikorkoli podobno resnični roki. Učenje uporabe proteze je zelo hitro, brez kakršnekoli fizioterapije in delovne terapije, vse opravi robotek in on sam z nekaj poskusi. Kako bi potekalo okrevanje po taki poškodbi v resničnem svetu? Predvsem takoj po amputaciji in v času celjenja rane bi bile prisotne hude bolečine. Obsežna krvavitev, potrebna bi bila seveda kirurška oskrba krna, kjer bi najmanj prekrili ta kožni deficit na koncu in krn vzpostavili v tako obliko, da bi bil primeren za rehabilitacijo, za nameščanje proteze. V procesu rehabilitacije bi se izdelala proteza in potem bi potekalo kar dolgotrajno učenje uporabe te proteze, se pravi, kako se na protezi pravilno aktivira gibe. Če bi šlo za najsodobnejšo, se pravi robotizirano ali bionično protezo, kakršne se v rehabilitaciji mlajšim, aktivnejšim pacientom zdaj izdeluje, bi se mogel zelo natančno naučiti uporabe, kako s posameznimi prsti diferencirano izvesti gibanje, in to bi res zahtevalo ogromno treninga. Če bi hotel biti tak pacient z uporabo te roke vključen tudi v razne zahtevnejše športne in težje aktivnosti, bi bilo treba za vsakega od športov, s katerim se ukvarja, izdelati posebno protezo, ki bi mu omogočila vključitev v tak šport. Pomemben dejavnik bi bil tudi premagovanje fantomske bolečine, ki je zelo pogosta posledica amputacij. Lahko traja več mesecev, več let ali doživljenjsko pri pacientih, da čutijo bolečino v amputiranem delu uda, ki ga ni več. Seveda proteze tudi danes
dolga leta po tem filmu še vedno niso tako tehnološko izpolnjene, napredek je pač ni tako zelo hiter, je pa. Tako da mogoče bomo take proteze tudi v resnici videli, razen glede prenašanja občutka nazaj v možgane, če se na področju raziskav nevroznanosti kaj bistveno ne premakne, verjetno ne bomo doživeli. Okej, 4. primer. V vsakem filmu utrpi mnogo nešteto poškodb, nobena mu ne pride do živega, zelo hitro po poškodbah je pripravljen na bitko in akcijo. O kom govorim? Deadpool. Ja, lahko bi tudi bil. Wolverine je tudi. Wolverine. Ja, tle jih je dosti, ampak ja, to so taki naši posebneži, superjunaki oziroma super antijunaki. Pač Deadpool mi je precej pri srcu, moram priznati, zato sem ga vključil v to svoje predavanje. On ima izjemno sposobnost regeneracije, sposoben je celo regeneracije odtrganih udov, v resničnem življenju zmoreta to močerati in axolotl, tam pa Deadpoolu gre pa ta stvar zelo dobro. Večina njegovih poškodb oziroma skoraj vsaka od njegovih poškodb v filmih bi bila za človeka smrtnih ali pa bi vodile v trajno invalidnost. Njega pa nobena poškodba resno ne zaustavi v akciji, regeneracijo v filmih lahko večkrat tudi zelo od blizu opazujemo. Preslikava v resničnost, kot je bilo pri prejšnjih 3 primerih, je skoraj nemogoča. Kakšen komentar bom pri prikazu njegovih naslednjih poškodb imel, kaj bi bilo pri taki poškodbi v resnici, ampak to je res samo en majhen približek tega. Okej, ponovno se opravičujem za potencialne reklame, ki se bodo predvajale. Ja. Zelo kratka. Okej. No, daj no. Sem ga jaz ugasnil zaradi reklam. Okej, videli bomo prvo poškodbo. Eno. Tako, zlom z izpahom zapestja, podobna usoda doleti tudi drugega. V resnici gibljivost takih zapestij verjetno nikoli več ne bi bila popolna oziroma tako, izpah kolena, potrgane vse vezi. Verjetno številni zlomi. Kako se on reši iz tega položaja? Evo ga, da si dlani enostavno odtrga. Saj mu zrastejo nove. Okej.
Poškodba popolnoma nezdružljiva s preživetjem v resnici. Tle nekega resnega komentarja na to poškodbo ne morem imeti, je sama po sebi. Tako. Ta je z preživetjem v resničnem življenju popolnoma nezdružljiva. To bom preskočil, tle je bil pač zaboden s 5, 6 meči, lahko grem samo na tisti del. Evo ga, zaboden s 6 meči naenkrat, si jih spulje iz sebe in z njimi razseka tiste, ki so mu jih dali. Pa še prizor z nešteto ubodi strani drugega, praktično neuničljivega kolega. Ko enkrat zaprav pristopita v akcijo, no, se kar dogaja. Evo, ubod. Tako, in v tem tempu se nadaljuje, tudi za Wolverina jih je dovolj na zalogi. Na njiju dva te poškodbe pretirano ne vplivajo oziroma deluje skoraj tako, kot da ju zabavajo. Tako. Okej. V Deadpoolu vidimo, da gre za zavestno karikaturo poškodb, celjenja in regeneracije, prirejene na način, da se bodo gledalci ob temu zabavali. Mogoče v kakšnem drugem primeru bi to koga motilo, v primeru Deadpoola to zagotovo nobenega ne moti, oziroma tiste, ki jih to moti, filmov z njim pač ne gledajo in niso njegovi ljubitelji. Biologije človeškega telesa v primeru Deadpoola niso ignorirali, ampak so jo celovito in zavestno spremenili v parodijo. Ne samo malo, ne samo, da je kakšna poškodba neverjetna, ampak klasična biologija pri njemu enostavno ne obstaja. Zaradi tega film v tem primeru deluje dobro. Ob gledanju celo z mojo poklicno deformacijo nisem pomislil, kakšne bi bile posledice takih poškodb v resnici, razen zdaj, ko sem se s tem za pripravo tega predavanja malo bolj načrtno ukvarjal. Tako, za zadnji del tega predavanja pa sem si pogledal še eno stvar, resnične poškodbe igralcev na snemanjih takih in podobnih filmov. Pač, če bi raziskal tudi, kaj je bilo s stuntmani, bi verjetno teh poškodb našel precej več, ampak kaj se je zgodilo s samim igralcem. Gospodar prstanov ima 2 taka primera. En je Viggo Mortensen, Aragorn, je v filmu brcnil v čelado in si pri tem zlomil 2 prsta na nogi. S snemanjem je lahko nadaljeval. It's one of them belts. Ironi. A buenas.
Tako, ta krik je nastal zaradi zloma prstov in so ga tudi v resnici v filmu uporabili. Tako. Drugi je Orlando Bloom, Legolas, ki smo ga tudi videli na tem posnetku. Poškodba se ni zgodila v tem prizoru, ampak v enem od prizorov s konjem, ko je padel s konja in si zlomil 2 rebri. Tudi on se je potrudil in snemanjem filma nadaljeval, zaradi njegove poškodbe niso rabili prekinjati snemanja. Malo drugače je bilo v naslednjih primerih. Harrison Ford je bil že kar gospod v letih, ko se mu je zgodila poškodba, snemanje filma Vojna zvezd Sila se prebuja. Med snemanjem se je zaprl del vrat Millennium Falcona, ki so ga uporabljali za snemanje, in mu priprl oziroma zmečkal nogo. Prišlo je do zloma kosti v goleni, potreboval je operacijo s kovinsko ploščico, snemanje njegovih prizorov je bilo za celoten čas celjenja in rehabilitacije zaustavljeno. Produkcija filma se je zaradi tega skoraj ustavila, posneli so lahko stvari brez njega, ampak niso mogli pa zaključiti snemanja brez prizorov, ki jih je sam izrecno želel odigrati. Jamie Alexander, Lady Sif v Thoru v filmu Svet teme je med snemanjem zdrsnila po stopnicah, si poškodovala hrbtenico, odkrušila 11 odrastkov vretenc, izpahnila ramo in natrgala mišice. Snemanje je bilo zaradi te poškodbe prekinjeno za 1 mesec. Vseeno je bila kar hitra, bomo rekli. S tem sem z mojo pripravljeno vsebino zaključil in čas nam omogoča še, da mogoče odgovorim še na kakšno vprašanje, če ga kdo ima. Ja. Ja, Witcher, ne? Tam bi imel zmeraj zagotovo zadosti dela. Deadpool me pa ne bi rabil. Ja. 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 Ja, saj sem imel izgubo zavesti. Ja, mislim, da se zelo hitro zbudi. Izguba zavesti je v bistvu še precej manj kritično obravnavana. Noben nima ponavadi po izgubi zavesti nobenih težav, ne spominom, redko kdaj, no. Pri Deadpoolu, ja, pa je ona smešna mala rokica, ki mu zraste in pol se počasi poveča, tam, ki ga na pol pretrga, mu pa pol zrastejo take kratke otroške nogice in sedi na unmu kavču in pol vstane in je čist nizek. So prav že taki mal morbidni prizori, ampak fajn. Okej, še kdo? Ja, realno v ta kontekst filmov to pač ne paše. Pač mogoče bi kakšno lahko prikazali glih z tega vidika, kako to v resnici poteka, malo za zavedanje, ampak filmi niso načeloma posneti s tem namenom in pač ta hollywoodska biologija se temu prilagaja. Tako, hvala vsem za pozornost in za velik obisk.